Živjo! Organizatorji Gin Brin festivala smo se odločili, da vas malo izobrazimo džina še preko 50 let. Jaz sem Jure in skozi to serijo videov vam bom malo predstavil džin, malo njegovo zgodovino, nekaj od kulture pitja, nekaj bomo pa tudi spili. Džin je destilirana alkoholna pijača, kateri so že med postopkom dodane razne začimbe, dišavnice, sadja, lahko celo zelenjave. No, vsem tem skup rečemo aromati, zato ker džinu dajejo njihovo aromo. Najbolj pomemben od vseh teh aromatov so brinjeve jagode. To je tudi edini pogoj, da je lahko eni pijači rečemo džin, da je med njihovimi aromatovi tudi brinjev. Zato je brinjevc lahko džin, džin pa ne more biti brinjevc. Kar se tiče ostalih aromatov, praktično ni nobenih pravil, lahko delamo kar čemo, kombinacije je zato neomejeno. Zaradi tega in zato, ker je džin relativno enostavno narediti, smo v zadnjih letih doživeli ta razcvet craft džinov. Večina vas verjetno džin predvsem pije v koktejlih. Jaz nisem del te večine in ga imam zelo rad tudi čistega. Prva sicer kultura pitja žganih pijač ni toliko razvita in se to še zmeraj smatra za pijačo pijancev, sem dejansko ni več tako. Tu ni pravi način in to ni pravi kozarec. Tu je kozarec za piti kvalitetno žgano pijačo. Je specifične oblike, ko še malo boljše razvije njihovo aromo in za džin je to še posebej pomembno. In ima pecelj, ko ni zelo lepo videti, je zato, da kozarec držimo za pecelj in ne grejemo pijače z roko. Kar se tiče temperature, če je pijača premrzla, bo manj hlapela, zato manj dišala, zraven tega bojo še določeni okusi malo bolj zatrti. Če je pretopla, bi tudi ni za nikamor. Jaz se nekako držim pravila, da one te bolj manj kvalitetne pijače pijo malo bolj mrzne in s tem skrijem kakšno njihovo napako. Bolj kvalitetne pijo malo bolj tople, zato ko itak so fine. Jed v žganih pijačah je napaka, ker prvo bo pijača premrzla, kakor drugo pa se vam bo jed stopil in vam jo preveč razrečil in pol je lahko zjeste proč. Kot si natočemo čist džin, najprej povahamo in pokušamo. To je tisto, kar nam je destilar pripravil. To je njegovo delo. To smo kupili. Kar še lahko naredimo, je, da vanj damo par kapljic vode. S tem malo razrečemo, malo se mu spusti alkoholna stopnja in zaradi tega dobimo skozi še kakšen drugi okus. Malo se mu še bolj razvije aroma, tako da zdaj spet najprej povahamo. In spet pokušamo in v tem lahko uživamo dosti cajt. Seveda je džin odličen tudi v koktejlih. Teh je spet ogromno. Najbolj znan je gin tonik, za katerega je najbolj važno, da ima noter gin in tonik in da se nam dopade. Noter ponavadi damo še eno stvar. Važno je, da ne to pretiravamo. Recimo, če imamo en tak bolj nežen gin in malo bolj neizrazit tonik, če dam noter eno celo limono, imamo zdaj limonado z mehurčki, ne gin tonik. Če začnemo spet s kozarcami. Gin tonik sem dolgo postrežen že vsemi mogočemi. Eni imajo radi one velike kozarce na peclah, eni one nizke in široke, eni take podolgovate. Jaz ga večino napijem v temi, z enostavnega razloga take kozarce imam doma. Kar se tiče jeda, absolutno. V koktejle zmeri čim več jeda. In po možnosti čim večje kose, zato ko se bolj počasi raztalijo. Glede razmerja, jaz ponavadi naredim 1:2. Tako je še zmeraj bolje čutiti in gin
in to. Lahko dodamo še kakšno reč, recimo eno rezinco pomaranče, pa košček ingverja. Jaz bom zdaj kar čisto. No, danes sem vam povedal nekaj osnov, naslednjič pa čakate, kaj bo zanimivo.